Za današnji video sem si izbral en lokalni vzpon, grem iz Solkana na Sabotin, to je ta gora tukaj za mano. Dva pogoja, grem s specialko, se pravi rabim asfalt do vrha. Drugi pogoj pa je, da pri tem dosežem čim manj višinskih metrov. Se pravi, brez nepotrebnih vzponov in spustov, samo gor, gor, gor in na vrhu bomo videli, koliko višincev to pomeni. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Zadnji vikend v marcu je, po noči bomo prestavili uro. Vreme izgleda super sončno, ampak je kar frišno. Ob 10 dopoldan je kazalo 16 stopinj Celzija, tako da jaz sem se dal v dolge rokave. Za začetek sem se spustil iz Solkana v Italijo, da sem prečkal reko Sočo. Zdaj bom pa tle izkoristil 2-3 km po italijanski strani, tako da pridem do Podsabotina. Iz Solkana pelje na Sabotin več poti. Lahko bi šel po kolesarski stezi v Plave in potem gor na Vrhovlje. Lahko bi šel čez Solkanski most pa gor na Sabotinski klanc ali pa tle po italijanski strani čez Števerjan. Ampak v vseh primerih je tako, da narediš neke višince in se potem moraš tudi spuščati. Kar je super, če hočeš imeti čim več višincev, če pa hočeš ugotoviti tak realni vzpon, ko ga danes iščem jaz, pa tisti vzponi začetni niso najbolj primerni. Z današnjo vožnjo želim pokazati, da se ne glede na vse do koče na Sabotinu kljub temu nabere kakšnih 22 km in pa približno 600 višincev. Spet sem v Sloveniji, prišel sem v Podsabotin in tukaj bo zdaj šlo samo še gor. Nepotrebnih spustov ni več, razen pol prav proti Sabotinu se mi zdi, da je nekje ena luknja, da se spustiš malo dol, ampak večinoma gre samo gor. Spomladanski izleti v Goriška Brda so zmeraj fenomenalni, tako je lepo, vse cveti. Jaz občudujem te rože, tle ob cesti, pa cvetoče sadno drevje, trte, ki bojo začele poganjati. Super, super. Glede same poti, kar brez skrbi, je ni težko najti. Za tiste, ki teh krajev ne poznate, bom pa od spodaj v opis videa dal tudi link do svoje Strave. In potem boste tam lahko točno preučili, kje se gre, koliko je realno višincev, koliko kilometrov in sprobate mogoče tudi sami. Ko prideš mimo Podsabotina, je eno večje križišče, naravnost se gre za Kojsko, levo pa za Hum. Tukaj je obvezno zaviti levo za Hum, zato ker tista cesta naravnost ima zelo hiter promet, je praktično neka obvoznica za Kojsko. Mi bomo pa tukaj na Kojsko prišli po stranskih cestah. Evo, tukaj na Humu v krožišču, prvi izvoz desno za Kojsko. Če razmišljate, kdaj bi bilo pametno opraviti izlet na Sabotin, bi jaz rekel spomladi ali pa jeseni med tednom dopoldan. Tako bojo ceste prazne. Jaz danes, ko snemam, je pač sobota in je nekaj več prometa. In tudi koča na Sabotinu je med vikendi odprta, tako da zna biti na tistem vzponu kakšen avto več.
Evo, tukaj pa nov vinograd v izgradnji, takoj na začetku naselja Kojsko. Še tle od spodaj bi prišel gor, če bi šel po uni glavni cesti, iz kjer so prišli motoristi. Zdaj gremo od Kojskega proti Gonjačam. Celo pot se tako nežno vzpenja 4-5%, ampak vseeno čutim noge, ker sem včeraj po brdih delal neke višince. Sem naredil na 50 km, nekaj čez 700 višinskih metrov in se je kar pozna utrujenost tako iz včeraj na danes. Tudi v Gonjačah, kar prvi izvoz v krožišču, gledamo tablo za Sabotin. Zdaj sta tle še 2 km po tej glavni cesti, potem pa zavijemo desno, konkretno proti koči na Sabotinu. Čau. Takole, prišel sem do odcepa za kočo na Sabotinu. Za mano je glavna cesta, ki gre naprej v Vrhovlje in potem dol v Plave. Jaz bom itak po tej cesti se potem vrnil nazaj točno v to križišče, ker za specialko je to edina asfaltirana pot tukaj. Jaz imam zdaj tukaj narejenih 15,7 km in pa 330 višincev. Na tabli kaže, da je do koče na Sabotinu še 7,3 km, tako da bom imel na vrhu točno 23. Višince bom pa videl, ne vem točno, koliko jih je še od tle, ampak ko sem rekel, okrog 600 bi moglo ratati na vrhu. Tukaj so obeležja iz časov vojne za Slovenijo. In takoj na začetku gre kar na hitro cesta, precej bolj tako v hrib. Vzpon na Sabotin se sam po sebi zdi precej položen, na enih 3 mestih pa kar dobro napne gor, tako prav na hitro in na kratko. Na enem mestu se pa tudi spusti dol v eno jamo, ko sem rekel že prej. Tle, ko se je cesta spusti v dolino, se je treba držati desno za park miru Sabotin. Živjo. Cestica na Sabotin je fenomenalna, čudovita, tako da se splača res izkoristiti vsak meter na njej. V nekem trenutku se odprejo lepi razgledi dol na Goriška brda, res lepo. Sploh če zbereš en tak lep dan, kakor je danes. In to sem hotel prej povedati. Vmes pride tako kakšen tak položen kilometer, se peljem tle lahko 22-23 na uro, ampak kmalu bo spet en močnejši cuk, pa potegne gor do 10%, pa se spet malo zravna in pol na koncu še enkrat tako naredi. Že imam narejenih 400 višincev, še kakšnih 200, I guess. Vidiš, lih tukaj od spodaj je en odcep, gre makadamska strma cesta direktno dol v Podsabotin, kjer sem bil prej. Tle se tudi malo bolj odpre pogled na Goriška brda, sploh tako zdaj v tem dopoldanskem soncu, je res lepo. Aha, zdaj pa prihaja spet en malo bolj strmi odsek. Ni prav hudo strm, tako do 8% pride. Spet en malo bolj položen odsek, do vrha pa še cirka 2,5 km. Mi je tako všeč, ker je tak mir, ptički žvrgolijo. Sem se bal, da bo več prometa, ker je sobota in je odprta koča na Sabotinu, ampak očitno še ni tistega ta pravega navala. Mogoče je še zmeraj prezgodaj, pa bo bolj, ko bo šla ura proti 12 ali pa 1 popoldan.
Tako po poti, v zadnji tretjini poti, se vam splača tudi ustaviti. Recimo tle ena čudovita kamnita piramida, obeležje iz časa vojne. Bom pokazal, pol tam naprej je še ena, pa tudi jarki so, po katerih lahko greste gor do vrha. Tle malo naprej je še ena piramida, tudi tako se da iti dol do nje, je sprehajalna pot in te grobe skale, ki zaznamujejo Sabotin. In tle par metrov naprej na levi strani so pa jarki. Evo, tle gor gre vojaški jark. Vse gor do vrha Sabotina lahko pridete. Je prehodno, dovoljeno, označeno, brez problema, brez strahu lahko greste. Zdaj pa na števcu že vidim, da sem v sklepni fazi vzpona. Še 2 ovinka gor do vrha Koče. Tukaj pa pride procent naklona tudi tja do 14. Zadnji del je super, super naporen. Včasih vidim, kakšen mora iti tudi peš, ampak ni važno. Važno, da prideš, zaužiješ lep dan in si narediš en tak super izlet. Evo pa še eno stvar vam tukaj pokažem, preden se začne tale zadnji kruti vzpon. Je tukaj možno iti 200 metrov po makadamu in potem pridete na italijansko asfaltirano cesto, po kateri pridete točno nazaj dol v Šmaver in praktično ste že v Solkanu. Ok, zdaj pa še zadnji sklepni del. Bo, ko bo, lepo počasi. Sem dal prvo brzino in zmeljem do vrha. Ja, celo 17 pokaže, ne sam 14. In še 18, evo. A tle tudi kilometrska oznaka 7, se pravi bi rekel še kakšnih 300 metrov do konca. A tle v zadnjem ovinku je parkirišče za avte, se pravi Koča je odprta. Tukaj pa postavljena ograja, da vidim, če se da. Ja. Če ne pa stopimo dol in peš okrog, ne? Ampak zdaj sem itak že na vrhu. Dober dan. Ja, in tukaj na vrhu, zdaj če pogledam na števc, vidim, da imam skoraj 23 km in skoraj 600 višincev. Je pa tukaj čudovit ambient, poleg tega, da se lahko tukaj v Koči okrepčate, je tudi čudovit razgled na Goriška brda. Jaz bom pa izkoristil še za to, da nekje pofotkam svojo specialko. Od spodaj se pa tudi vidi tale jarek, po katerem se da priti na vrh. Celo vidim dol od spodaj enega pohodnika, da prihaja. Je pa tukaj gor na vrhu vse prepleteno s temi potmi, da se pridi tudi skozi rove na drugo stran, kjer imate potem pogled dol na dolino reke Soče. Pa konec koncev tudi, če bi prišli z avtom gor in si naredili en lep dan v Goriških brdih. Tudi za dol ne pozabiti, da je tukaj veriga, če ne boste imeli probleme. Ok, zdaj se pa spustim nazaj dol do tistega križišča, kjer sem se na začetku ustavil.
Sem že pozabil, da je 18% tle gor, ampak ja, se čuti tudi pri spustu, da je kar močno napne. Evo, tle je tisti ovink, kjer lahko na hitro pobegnete v Italijo. Če bi šel kolesariti dol v okolici Nove Gorice, bi bil sigurno v kratkih rokavih. Ampak tle gor, ko priješ na 500-600 nadmorske, bi pa zmrznil, ej. Imam pa še vedno kodo za popust, če koga zanimajo te dresi znamke Sirocco, in pa tudi popust na tale športna očala Revorej. Če koga zanima, vse je dol od spodaj v opisu videa. Za nazaj grede je treba pa opraviti s tem vzponom, kjer je prej na enem kosu šla cesta dol. Ampak ni kritično, kaj bi rekel, okoli 4%, ali pa še celo manj, med 2 in 4, da je tako na pamet. Evo, tukaj v tem križišču sem prej prišel iz smeri Gonjač in sem tle zavil desno. Zdaj grem pa spet desno naprej za Vrhovlje in potem spust v Plave. Dejansko prej, ko prideš v Vrhovlje, sta samo 2 ovinka. Tak lep položen vzpon na kakšnih 6-7%. Ko prideš na vrh, se pa cesta prevesi v dolino, sledi močen spust, 4 km v Plave, v dolino reke Soče, ker jaz se bom v Solkan vračal nazaj ob Soči po naši čudoviti kolesarski stezi. Hola, zdaj pa že vidimo tle na levi strani reko Sočo, ki me bo spremljala vse do Solkana. Sem na kolesarski stezi ob reki Soči. Super, da boste imeli na Stravi še to pot zarisano, če bi kdo hotel ponavljati krog. Konec koncev lahko naredite krog tudi brez obiska Sabotina, pa boste imeli prav eno lepo doživetje. Sem kar zadovoljen, kako sem odpeljal tale krog. Glede na to, da sem včeraj naredil dosti višincev, sem se bal, da bo danes hujše, ampak se mi zdi, da sem kar dobro gonil gor. Pa tudi sobota, super, ni bilo toliko prometa, kakor sem se bal. Mogoče je vseeno to, da sem šel dovolj zgodaj od doma, ker vem, da je kar naval gor na Sabotinsko kočo. Pridejo ljudje na izlet, na kosilo tako in je doskrat več prometa. Želim vam varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!